Prenovljeni Peugeot 308. S prenovo so še izbrusili njegove že tako dinamične linije. Dobil je osvetljen logotip, eno masko. Še vedno, kamor se s 308 pripeleš, obrača glavo. Dejstvo je, da kad ta avto pogledaš, si ga prav želiš peljati. Tako dinamično, kot zgleda, se zna tudi peljati. Ta avto tehta manj kot 1,5 tone, ima zelo dobro uravnoteženo podvozje in z blaženjem predstavlja učinkovit kompromis med vozniško dinamiko in udobjem. Pod črto res se fajn pelje. Prtljažnik je 412 litri, kar me pa moti, tale vrata je treba zaprti kar na trdo. Dobra novica je, da je Peugeot 308 še vedno na voljo tudi v karavanski različici, ki pa prtljažnika bistveno več. Karavan je od 5-vratnega dražji za 800 evrov. Pri mojih 178 cm višine nimam več prav veliko, za kolena je pa v redu. Na sredinskem sedežu bo sedel le še kakšen otrok, sidrišča Isofix. Tole na zadrgo nikoli ni najboljša rešitev. Zanimivo je, da je Peugeot 308 še vedno eden najbolj pogonsko raznolikih avtomobilov na trgu. In z benzinskim in dizelskim motorjem, ampak pri tem testnem je pa pomembno to, da je pod havbo dobil prenovljen 1,2 litrski turbobencinski motor z blago hibridno tehnologijo. Turbo trivaljniku pomaga 21 kW elektromotor. Skupaj na sprednji kolesi dostavita dobrih 106 kW sistemske moči in 230 Nm navora. Tandem benzina in elektrike dobro dopolni 6-stopenjski EDCT menjalnik z 2 sklopkama. Je pa res, da je pogonski sklop prvenstveno namenjen udobni vožnji in resnici na ljubo ni prav športen. Se pa oduži svojo učinkovitostjo. Mi smo kar izkoristili njegove vozne lastnosti, pa poraba ni presegla 6,5 litra, kar pomeni, da ob 52 litrski posodi za gorivo s temle bencinarjem z lahkoto dosežete 800 km doseg. In ta značilni Peugeotov iCockpit voznikovo okolje še vedno daje malo tak letalski občutek. Značilnost tega iCockpita je tudi skoraj tak dirkaški volan, ki lepo sede v roko. Moram reči, da ima tudi eno tako malo napakico, vsaj zame. Idealni vozniški položaj mi zgornji del volana prekrije del merilnikov. Tudi materiali so dobri, pa veliki odlagalnih mest, analogne tipke in pa posebno digitalno bližnjico, ki si jo lahko voznik nastavi po svoje, kar me pa res nervira, gumb za zagon motorja. Tega moraš vedno pritisniti in pri zagonu ful močno in pri izklopu motorja ful močno. Peugeot 308 tudi voznika uči, kako uporabljati določene asistenčne sisteme. Seveda te vadnice ne moreš uporabljati med vožnjo. Zelo pomembno je, da so tudi vsi izberniki v slovenščini. Če hočeš tako opremljen kokpit, je treba doplačati 1000 evrov za 3D merilnike, pa za kamero s pogledom naprej in nazaj. Točno tacgale dobite za 30 000, kar je pa glede na opremo ena taka, bom rekel, dosegljiva in spodobna družinska cena.